Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Kaj imamo danes? Danes pa dolgo že nismo igrali najpopularnejše. Glej, kaj Anja, kaj se smrduješ? Če pa je to najpopularnejša pisarniška igra na celem svetu, izobraževalna je, zabavna je, vsi so nam favš, da smo si mi zmislili in s Tomažem vlečeva bajne vsote od avtorskih pravic, ne? Ker to zdaj bo to še jih meni malo ti dala. In kaj imaš? Jaz ne, ker imaš očitno nekaj proti tej igri. Sem rekla kaj? Ja, nekaj se zmrduješ. Na ključni članek na Wikipediji bomo igrali. To je ena stvar, ki je gotova. In ki se v bistvu najbolj veselimo, mi trije. Ne? Tako? Ali pa vsaj mi dva. Se veselim. Nar bi imela, ni pa je fajn. Viš, kako so to ljudi. Kaj bomo jedli? Kaj bomo jedli? Jaz že jem pico. Pa sem ti ponudil, pa si rekel ne. Ja, sva, če se pazimo za njo. Aha, ja vredno, teba se pazita. No, jaz preostale. Kaj pa boš ti, Anja? No, jaz pa sem si že včeraj pripravila za danes lososov zvitek. Ja, si ti. Glej ga. Kako se hvali pred nama, ja. Včeraj, pa zdravo. Kaj pa boš ti, Tomaž? Ne vem. Nagibam se k nezdravi hrani. Okay. Ja, nagni se te do konca. Pa je to. Ja, pa kaj zdaj čemo, ne? Oni, obični burger. Pa je to. Malo si bom še dal muzike, pol pa se moram odločiti. Čas je torej, da zastavimo vprašanje, ki ne zahteva ne vem kakega spektakularnega odgovora, ampak pač, ne, odgovor. Ja. Nekaj, ne? Ok, torej, kaj si danes videl, oziroma kaj si danes videl, oziroma videla? Anja, lahko začneš ti, glede na to, da si vseeno malo več ženske kot Frasa. Hvala. No, jaz sem videla skupino otrok. In predvidevam, da so se odpravljali na neki izlet, ker so bili vsi tako skupaj, pa vsi so imeli ruzake. Kako fajn je bilo to vedno. Sendvič, oni, kučka na tvrbi. Ja, pa pingo, najboljše. Kislega, še zdaj rit skupaj tega. Ali pa sola, oni oranžni. Multivitamin. Ko je tako sladký. Ja, pingo ti je rit skupaj potegno, sola pa usta. Tako. Pa tudi pri čeljusti, da se bolelo. Kaj pa ti, Marko? Jaz sem videl policijo s prikolico. S tisto, v katero bi tudi ti lahko šel not? Ne, ona ni bila za konje. Ne. Kako prikolico? Prikolica je bila, ono, ko nima okolo graje, pa to veš, ko je samo nekaj vrdat, ne vem, kaj je bilo. Ampak je bila taka modre barve, tako je smisel, policijska prikolica. Če sem že kdaj to videl. Jaz ne, na tezno. Policijsko prikolico. Zanimivo. Mogoče zapeljati policijske avte k policijskemu mehaniku. Ne vem. Policijsko prikolico. Mogoče. Ne vem. Jaz pa sem v trgovini na blagajni videl liter pa pol kiselice in pa 0,3 tavžente rože. 0,3? Kaj tak, ali kaj? Ja, ne tak kr. Jaz mislim, da si je kdo natočil. Ja, ne, nekdo si je kupo, ne? Pa sem pač to videl. Dobro. Pa mi je bilo vrej. Jaz mislim, da je v štamperlu bila. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 9 minut čez 13 kaže ura in z nama v tem studiu profesor Križanič, mlajši. Profesor. Lepo zdrav, servus. Stari, imaš šolo v naravi. Ok. Profesor, mislim. Ja, lepo. Ja. Dobro. Tako da gremo skupaj z mano v leto 83. Ok. Kadža Gugu, poznata? Ja. Poznata, ne? Ja. In njihov največji hit Tušaj, prvi singl iz debitanskega albuma White Feathers, takoj v bistvu je postal številka 1, ne samo v Veliki Britaniji, tudi na Nizozemskem verjetno in celo na Japonskem. Kadža Gugu. Kadža Gugu.
Bogo je, kaj pomeni. Ja. Kajagugu. ve. Kajagugu. Frontman zasedbe je bil Chris Hamill, oziroma z umetniškim imenom Kajagugu. Ne? Ne? Limal. A ja, on je. Ja, točno, Liml, ja. Liml, kakorkoli. V nekem klubu ga pa je odkril Nick Rhodes, on pa je bil iz skupine Duran Duran. Ni čudno, da je cela muzika bila ista. Ja, valjda, da je pa še zgledali za isto. Po debi albumu so se fantje seveda skregali, razšli so se kar na grd način, pol so oni brez Limala hoteli še nekaj, pa jim ni uspelo. Limal je pa svojih 5 minut še enkrat doživel 2 leti kasneje, ko je posnel naslovno pesem za kateri film? Never Ending Story. Tako, bravo. No, so se pa leta 2003 pa so zmaj. Ja, spasi mi, upam. Leta 2003 se jim je vseeno uspelo združiti, so skupaj šli na turnejo in junija 2012 pa so po 28 letih izdali en single za dobrodelne namene, ampak kot smo rekli, ostaja en hit. Niso zbrali nič, okay. Bore malo za 3 kebabe. Okay. Tako da Tušaj ostaja vseeno njihov paradni kon. Ja. Ker kon, ne smo paradni. Ja, kon. Okay. Dajmo te, ne? In gremo malo na lušno, ne, če lahko tako rečemo. Mislim, da zagotovo. Namreč v Lutkovnem gledališču Maribor bodo v mesecu marcu na voljo kar 3 predstave, ampak za odrasle. Ja. Super. Je to, ne, mora biti zanimivo. Pogovarjali smo se s Špelo Hren-Juhart iz Lutkovnega gledališča Maribor in dajmo torej se lotiti teme 3 predstave. Torej. Ja, res je tako. Redko pride do tega, da je v istem mesecu možno videti kar 3 različne naslove za odrasle in zelo ponosni smo na to in si želimo, da Mariborčani in ostali obiskovalci našega gledališča čim prej posvojijo to idejo, da lutke niso samo za otroke, za družinsko občinstvo, ampak tudi zelo vznemirljiv in zanimiv medij za odrasle. Kdo bi si mislil, ne? Ja, nikoli še nisem videl tega. Zanimivo. Kdaj bo na sporedu prva predstava in katera bo to? Že ta konec tedna je na predvečer 8. marca, se pravi 7. marca, krasna zgodba, nova predstava Skrinjica sinjega maka, premjera je bila 5. februarja. Predstava ima sicer oznako 10+, ampak se je izkazalo, da je odlično posvojilo in sprejelo odraslo občinstvo. Govori pa predstava o staranju, o demenci, je taka nežna, poetična zgodba o ljubezni med babico in dedkom. Babica pozablja, besede njene bledijo in dedek ji stoji ob strani in shranjuje izgubljene besede v skrinjici sinjega maka. Zanimivo. Na sporedu pa bo tudi predstava, ki je požela že veliko število nagrad, tako doma kot v tujini, ne? Druga predstava, ki jo tudi toplo in vroče priporočamo, je predstava Transport tovor, ki je del enega velikega mednarodnega projekta, evropskega, katere del je Lutkovno gledališče Maribor. Gre pa za sodobno, tako realistično miniaturko. Likovna podoba je zelo posebna, tudi način animacije je zelo poseben. Predstava je dobila že mnoge nagrade, zmagala na našem zadnjem bienalu lutkovnih ustvarjalcev in tudi v tujini, predvsem zelo, zelo veliko gostuje. Zdaj je ena od redkih priložnosti, da jo lahko ujamete na domačem odru in sicer 12. in 14. marca, to je že prihodnji teden. Jo res priporočamo vsem, tudi srednješolcem. Cool. Ok, torej Skrinjica sinjega maka pa Transport tovor, sledi pa še potem tretja predstava, katera bo to? Tretja,
ki pa je v bistvu korona vsega, je pa naša nastajajoča predstava. Pravzaprav premiere še ni bilo. Premiera bo 19. marca v Ljubljani, potem pa 26. marca v Mariboru, ker gre za produkcijo med Cankarjevim domom in Ljudskovnim gledališčem Maribor v letošnjem Cankarjevem letu. Zelo veseli smo, da pri nas zopet dela Silvano Mrzu, ki je tukaj avtor likovne podobe in režiser. Zbral zelo duhovita in hkrati ganljiva in neka najbolj mračna dela Cankarja in jih združil svoj krasen lutkovni svet v zelo različne tehnologije in vizualne podobe, katerih mojster je. Wow. To bo mora biti svetovno. Za odrasle. Zanimivo. Lutke za odrasle. Seveda več informacij logično najdete na spletu lg-mb.si, tako da si dajte pogledati, pa pridite na lutke za odrasle. Je čas, da zaigramo najpopularnejšo pisarniško, računalniško, telefonsko igro na tem svetu, imenovano Naključni članek na Wikipediji. Fraz, kak je to, kak to gre? To gre tako, da skočite na Wikipedijo, zgoraj levo so 3 črtice, kliknete in pritisnete na naključno stran. Tako. Ali pa klikate na tipkovnici Alt plus X. Ja, in vam nekaj vrže, preberete, tega pa nekaj, in je to spet ena nova lekcija v naših prekrasnih življenjih. Anja, prosim, glede na to, da si ženskega spola, začni ti. Hvala lepa. Meni je danes vrglo ven vranjek. Je vrsta morske ptice iz družine kormoranov. Znanstveno ime izhaja iz latinske besede za požrešneža. Tako, največkrat ga najdemo torej ob morju. Hrani se z morskimi ribami, prezimuje v obalah, ki so pač najbolj bogate z ribami. V Sloveniji pa je celo zavarovana vrsta ptic. Res? Vranjek. Vranjek, ja. Ja, Marko Vranjek, fras. Na morju jih vidiš, ko ta gre pod vodo, pa ko se tunkajo, pa kar naenkrat pa spet. Ja, toti so vedno, ko so taki temno-sivi, črni. Ja, taki temno-sivi so pa taki vrat, imajo pa zelo dolgi klun. Ja, to je pa poznam. A to je Vranjek? Ja, Vranjek. Zdaj pa vem. Svetovno. Meni je vrglo ven eno zbirko bohinjskih pravljic z naslovom Naš voča so včas za podval. Ja, če ne znam, ne? To je zbirka bohinjskih pravljic, ki jih je po ustnem izročilu svojega starega očeta zapisala Marija Cvetek. In zakaj ne znam? Zato, ker je so napisane v bohinjskem narečju, ker je švapanje not, ne, zvujem pa potem še neki polglasniki, protetični v praslovanska palatalizacija in ne vem kaj vse. Moraš biti pravi doktor, da lahko narečja vsa slovenska razumeš, ne? Res je. Super, čudovita zadeva. Meni pa je ven vrglo Bekopako. Ja, Bekopaka je podeželska občina in vas na zahodu Madagaskarja. Smisel, da še rekel Slovenije. Smisel, ki bi zdaj to bilo? Riž, banane, koruza, kasava, s tem se ukvarjajo. Svetovno. No, evo. Zanimivo. Idite zaigrati tudi vi, torej naključni članek na Wikipediji. Zgoraj levo imate one 3 črtice meni in stisnete naključni članek in se naučite nečesa novega. Sicer pa sem se spomnil ene najbolj nadležnih stvari, kaj je možno. To je? Ker sem se zdaj znašel v tej situaciji, ko je nekaj tako sladko, da ti v grlu naredi žagovino, ko delaš. In spomnil sem se, katera čokolada je vedno bila kriva za to. Katera? Sem bil frot. One Kinder palčke, veš, mlečne. Palčke? Ja, one valovite. Ja, okej. Tisto. Ja, tisto je precej taka. Si vgrizno. Jaz ne bi tega asociiral z žagovino, ampak tak je neki debeli masni štopl, se ti naredi obloga, neka del. Ko ne moreš. Debeli masni štopl. Dobro, raz. Je kaj žagovina za čokolado pa je boljše, ali kaj? Ja, ne vem, odkot ti debeli masni štopl. Je zato, ker je čokolada masna. Od kdaj? Je kaj ni? Idi gledat sestavine. Ja. Nutricionist.
Glavnema. Ja, te pa ne jej čokolade, kaj zdaj? Od cukra, ne, ti grlo posuši, nimaš not masno, fras. Posušiti, Ja? kdaj te to, zdaj grem do stareklice. Ne, idi, probaj, on je eno, Ne. in preneso. Daš, ne, da. Ok, debeli masni štopl, pa lepo zdrav. 2016. Da se vam ne bo ki naredil. Tole gledajte. 14 in 52, lepo zdrav in lepo sredo. Bravo. Zdaj pa, Tomaž, prosim za neko 80s podlago. 80s podlago. Čekaj. Imaš? To. Vrhunsko. Ful. Namreč spomnil sem se na te in verjamem, drage poslušalke, poslušalci, mnogi ste odraščali v 80-ih. Članek z naslovom Kdo je odraščal v 80-ih ima lastnosti, ki jih je zdaj vse težje najti. Pa me zanima, ker imam ravno tebe zraven, tu si pač bil froc v 80-ih, ne? Ja, v začetku še frocovanja. Ne, tako da Ja, morda dobro. imaš nekaj teh lastnosti. Morda. Prva, da si potrpežljiv. Ni res. Ni res, ok. Druga, ceniš čas zase. Zelo res. Tretja, z dolgočasjem znaš biti kreativen. Tudi res. Četrta, znaš oceniti tveganje. Še preveč, res, ja. Da pol niti ne tvegam včasih. Ja. Ja. Peta, znaš s tehnologijo, ampak nisi odvisen od nje. Ja, ne zdaj full tehnologija, ampak ja, ne rabim, Ok. pa ja, nisem kur, Pripopan, da ne? bi zdaj mogo, ja. Šesta točka, komuniciraš neposredno. Dosti krat, Pa kdaj, ne? ja. Dosti krat sem bil priča temu, tako da lahko potrdim, tudi prejemnik tega sem bil. Ja, res. Sam si kriv. Sedma točka, ceniš nostalgijo. Zelo, Kar je ja. še preres, Ja. kolikokrat mi govoriš o onih CD-jih v nemščini, ko so bili skupaj paketi. Ja. In osma točka, dobro prenašaš spremembe. Kaj te vem. Ne vem. Ampak ja, nekaj Mislim, tako, ja, recimo ajde, ja. 75% z tega seznama je kar, ne? Ne vem, če ima to veze z 80-imi, koliko ima veze z dejansko. Mislim, ja, ima veze, no, imaš prav, ja. Ker to se nanaša potem na trenutno starost in bolj si star, bolj ti dol visi. Ja, ampak ne, večina teh stvari je iz tega, ker si takrat gora rasel, ko še nekih stvari ni bilo in si se navadil drugih stvari. Res je, Ne? zdaj pa moram tu biti tabo. Vse ne rabiš, Ta biti sprememba kadarkoli lahko me greš. tepe še danes. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel.